En lep dober večer, Tanja Skasa z vami. Evo, če prejšnji teden nisem bila, sem pa tokrat. Ampak sem tudi po delavnici, pa sem hitela in sem z vami. Danes bi rada podelila, ker sem prepričana, da vsakemu od vas se kaj takega dogaja, da boste mogoče malce dobili usmeritve, kaj narediti takrat, ko pride do tega. Si bom kar prebrala, ker je to tudi zgoraj, sem vam napisala. Pomeni, zakaj bežimo od izzivov, kaj se lahko iz tega naučimo. Dejansko, ko smo prizadeti, vedimo, da vedno smo mi isto tako 50-50 je soodgovornost, tako z ene, kot tudi z druge strani. Dobro, pa najkar podelim mojo izkušnjo, pa mogoče boste sami videli, da se vam je to že sigurno kdaj zgodilo, pa sploh vedeli niste za to. Kot majhni otročki, kot majhni, se veste, do nekje 3. 4. leta je naša življenjska skripta že nekaj napisana, kaj bomo mi počeli, zakaj smo prišli na ta planet. Potem do 7. leta nekako se učimo vrednote, dobivamo jih od staršev, od starih staršev, dobivamo od okolice. Predvsem kar pa je, da dejansko nas tudi življenje nekako nas pelje po tej poti. Cel naš DNK oziroma vsak naš atom naše celice pa živijo tudi naši predniki. To pomeni vaši starši, vaši stari starši, vaši stari starši, vaši do 7 generacij. Predstavljajte si, da naredite eno svoje drevo, življenjsko drevo, da vidite, kako dejansko, od koga vse ste nekaj dobili. Ko mogoče nobeno v družini nima modrih oči in pol imate glih vi modre oči. Kaj pa veste, če ste dobili od detka te modre oči? In isto tako, ko dobite dobre lastnosti, dobite tudi manj dobre lastnosti, ki jih mi drugače imenujemo podzavestni vzorci ali naše travme. Vendar, te travme se največkrat tudi potem pokažejo v otroštvu, ki jih dobimo, pa če jih ne odpravimo, se nam konstantno dogajajo. In slej, ko prej ste prišli v to življenje, se učiti razreševati te travme, odpuščati, sprejemati sebe, dejansko vse to, kar se mi učimo na akademiji ali na obredih. In to poskušam nekako to znanje, ki ga dobim, ki sem šla skozi vse to, poskušam tudi deliti z drugimi. To Damjani pošiljam poljub. No, in danes se mi je zdelo zelo smiselno, ker sem prepričana, da se to tudi pri vas dogaja, kar se je pri meni tudi zgodilo. Kako sem jaz včasih reševala izzive? Pred izzivom se bomo dotaknili še nečesa drugega. Ko imamo mi bolečino, nam ta bolečina resonira v podzavestnem vzorcu. In če smo mi kot otroci, ko nam nekaj ni bilo okej, če smo zbežali, ali naprimer, če smo se radi kregali, pa radi razpravljali, pa gor dol, to isto počnemo danes. Vendar v resnici mi ne vemo, da so to skrite bolečine noter v nas, ki jih je potrebno odpraviti. In ko se je meni kdaj zgodilo, zdaj sem že sploh ne govorim več kot 20 let sem že na vodstveni poziciji, potem morate vedeti, želim, da veste, da sem se z veliko kadrov ukvarjala, z veliko ljudmi delala, z različnimi karakterji. Veliko tudi sama bila na tej poti soodgovorna za to, da zgodba ni uspela ali marsi za katero zgodbo, da je uspela. Ampak se spomnim, da včasih sem delala prehitre zaključke, sem bila preuranjena, kar pomeni, da če zdaj potegnem iz otroštva, sem rada zbežala. To meni nisem rada potem šla v to zgodbo, pa razpravljala, pa zakaj je do tega prišlo, ampak sem delala zaključek. Ok, če nismo za skupaj, adijo, hvala. In tudi naj povem, sem to počela na tak način, da sem rekla, konec je, končujem to zgodbo, opuščam, konc je, nočem se več s tem ukvarjati. Vendar, če se ne ukvarjamo, prije nova zgodba in te zgodb je vedno več. In lahko, da se vam je v službi zgodilo, da ste se s kom sprli, pa ne samo v službi, tudi doma, ste se sprli, pa ste se vsak na svojo stran šli, v službi pač možno narediti to, pa reči, jaz ne bom več hodil v to službo, ta služba je brez veze in odidete. In odidete dejansko še na hujšem, kot ste bili prej.
Jaz se opravičujem, da bi mogla zdaj en kozarec malo vode vzeti. Čist malo, ker skozi sem govorila, zdaj sem kar takoj padla spet nazaj. To sem sekundo, bom kar naredila to zdajle. Takole, evo ga, sem si že vodo pripravila, sem jo nisem spila. Evo pa sem nazaj. No, in potem, kaj ste naredili? Ste zbežali, ste rekli, tale ni zame, ta me je prizadel, ta me je ranil. V resnici ste prebudili svojega notranjega otroka, ne vem, lahko da bi bil star 5 let, lahko da bi bil star 3 leta, lahko 10 let, ne vem, kakšnega ste prebudili. Vendar, če ste se odločili, da končate in da zbežite, pomeni samo to, da niste nič naredili, da ste si povečali bolečino in da bo ta bolečina se ponovila v naslednji službi. Ali pri partnerju. Čisto enako. V službi je malce drugače. V službi je malce drugače, ker naprimer, če nimate svojega lastnega podjetja, pa če delate, lahko rečete, dajem odpoved. Pač tisti, ki imate pa svoje podjetje, pa veste, da ni tako enostavno. Vsi lahko grejo, vi morate pač ostati in delati do konca, razen če prodate podjetje. To pomeni, da to vam je pisano, da je to potrebno narediti. Ampak tudi v partnerstvu sem prepričana, da vedno manj je tega, da kar vzameš kovček pa greš. Naši stari starši tega sploh niso delali. Rečemo, da je bil majhen odstotek. Naši starši je že bil potem mogoče malo večji, ampak še vseeno zelo majhen odstotek. Seveda moja generacija, jaz sem 48 let, bom stara čez nekaj dni. Čez nekaj dni, oh my god, kako hitro čas beži. No, in s tem, potem naše generacije so že mogoče malo tudi, so strpne, so potrpežljive, pa že znajo potrpeti, pa naprimer jim pomeni, kaj govori okolica, ker če bo okolica, če se ne spodobi to, pol to ne bomo naredili. Medtem ko ti naši mladi otroci, ti so vsi že kar naven usmerjeni, to tudi po mojem srčno upam, da jim bomo dali te vrednote, da bodo vedeli, da družina je tisto, kar je tudi neka matica, neka celica, kjer se ljudje lahko zdravijo, učijo eno drugega in tako naprej. No, ampak kakorkoli, če zbežimo iz bolečine, gremo stran, se nam to zgodi, je potem samo pomembno, koga imate na drugi strani. Ali bo ena stran mogoče za majček odstotek pametnejša, pa bo poskušala s tisto drugo osebo se pogovoriti, pa reči, no, da je poglejma, zakaj so take hitre preuranjene odločitve, kaj se je zgodilo. Vendar, če mi ne delamo na sebi, če ne delamo osebnostno na sebi, mi ne vemo, da to prihaja iz naše podzavesti, ampak si pač mislimo, prizadel me je, ne bom več delal z njim, konec je. Ali pa prizadela me je, končamo. Ampak končamo, lepo prosim. Mogoče današnji nauk iz celotnega sporočila, ko se vam zgodi rana ali ko se vam zgodi izziv, prosim, samo ne zbežite, ker vas vesolje preizkuša in vas postavlja na višjo raven, kar pomeni, da boste še bolj uspešni, še bolj srčni, še bolj srečni in bolj vam odpira srce. Ker vam samo sporoča, ker srček nima tega, da zapira vrata. Srček ne zapira vrata. Srček pač samo sledi in če skozi bolečino, lahko pa skozi to bolečino se nekaj nauči. Kaj mi to sporoča, kam me to vodi in vedno gremo nazaj v srček in rečemo, kaj lahko iz tega vam potegnem, je že bilo nekaj dobrega zame. Ja, vse karkoli se dela za moje in v najvišje dobro. Zato, ko pride do bolečine, dovolite si, ker vsak sliši drugo, vsak sliši tisto, kar je njegov podzavestni vzorec. In moj mož je tudi rekel, ko sva bila na obredu, da eni jemljete dobre obrede, eni ne. Jaz lahko samo povem, da najno življenje se je totalno spremenilo v boljše, da 10 let, kar sva živela, zdaj sva čez 20 let skupaj, da 10 let, kar se spomne, smo samo en drugega ali žalila, ali pikala, ali kakorkoli rušila samopodobo, namesto da je gradiva, zato ker nisva znala, zato ker je on prinesel svoje družine iz svojih celega stebra
je prinesel veliko podzavestnih vzorcev in tudi jaz sem prinesla veliko. In mogoče sem jaz odražala se na drugačen način kot on in potem smo en drugega pikala. In takrat, ko se pikamo, povzročamo še večje rane. Zato sem en članek, ki sem ga napisala, ranjeni ljudje samo ranijo. Mi smo vsi ranjeni. Čisto vsak od nas je malce ranjen. Vsak od nas je kdaj ranjen. In tudi, če ne razrešimo ran, smo na te rane zelo, zelo občutljivi. Vedno bolj občutljivi. To pomeni, da nam ne sme nekdo reči, tole ni v redu, ker vse vzamemo osebno. Ali da nam kdo reče, veš kaj, nekaj se nam nasmeji, pa spet vzamemo osebno, ker se spomnimo iz otroštva. Pa nekdo mogoče se hoče kaj pošaliti z nami, pa mi ne zastopimo te šale, kaj je sploh ta šala, zato ker smo bili otroci, pa nam je nekdo nekaj to naredil, pa so se mogoče vsi smejali zaradi tega. Pa mogoče kdaj smo se počutili kot otroci zelo osamljeni, ker so nas starši pustili. Jaz sem imela tudi mogoče en tak, ampak to je, da ne bomo zdaj, pa spet zaidem tja na tisti del. Ne, danes je bolj kot ne bi rada povedala, da rastete takrat, ko pride do rane, ko pride do izziva, da rečete, oh my God, kaj mi to sporoča, kaj lahko pri tem naredim. Sem prosim ne bežati. Ne bežati, ker potem padete spet v novo okolje in je potrebno tam, se veste, 2 leti, resnično to drži, 2 leti še lahko imate maske na sebi. 2 leti največ, kar je možno. Po 2 letih lahko se pa tista maska pade in je tako boleča, zato ker oseba na drugi strani ni navajena. Če vas je videla skozi nasmejano, skozi srečno, skozi zadovoljno, mirno, da nič ne oporekate nazaj, da ste vedno, da se vsem strinjate, kaj se vam zgodi v tistem primeru in pol po 2 letih vi buhnete ven, vse buhne, kar je vse zastarelo noter, kar je ostalo, kar se je nabiralo, vulkan se odpre in to je zaznoriti, na drugi strani je tista oseba šokirana in ne ve, kaj se dogaja. Koliko je bilo tega pri meni, veš, koliko se je tega dogajalo, tako strani mojih sodelavcev, tako strani mene, pa moraš biti v redu, pa kaj bo drugi rekli, pa kako, pa toliko že imajo za mene zapovedati, pa boljše, da sem tiho, pa ne, rajše, pa bom kar pomilovala, pa gor, pa sem pa tja. Prva stran je bila taka, obrambni mehanizem, tako odrezati, druga stran je šla pa potem v tisto pretirano prijaznost, ali jaz temu rečem, ko vse, kar je pretirano, vse, kar gre v pretirano, navzgor in navzdol, veste, da ni okej. To hočemo nekoga osrečiti na drugo stran ali pa pokazati, kdo mi smo, kar v resnici sploh nismo. Ker mi smo taki, kot smo. Taki ste doma, taki ste v službi, kjerkoli. Tako da, ko pride do tega, soočite se s tem, pogovorite se s to osebo, pa tudi, če vidite, da je čas za odhod. Samo spustite. Ampak se je potrebno pogovoriti o tem. Ampak tudi poiskati, zakaj sem to naredil, kaj me je zabolelo, kje je prišlo. Jaz, ko napišem komu mail, ko pač pride tudi do mojih, kako rečejo, mi v Srbiji rečejo, mojih 3 minute, 3 minute, ko pride do tega, jaz začnem vedno stavek, sem ranjena, prosim upoštevajte, da sem ranjena in potem pač pride moji izlivi, In seveda so še vedno zelo spoštljivi, zato ker resnično, če sem pa kaj naredila v vseh teh letih, se pa spoštujem. In ker se spoštujem, vem, da na drugi strani imam osebo to, kar sebi ne želim dajati drugim. In je vedno zelo na spoštljiv način. Sam se veste, ko so višji odnosi, tudi ko smo bolj, ko se čutimo, prihaja do tega, da že vsaka taka beseda je lahko malce boleča. Tako da, vsi imamo rane in vsaka rana, drugi jo vidi iz svojega zornega kota, to pomeni drugega zornega kota, tista rano, na kaj pa on trzne. Zato pravim, ne sodite ljudi, spustite to, ker ne veste, kaj se je zgodilo. Noben od vas ne ve, kakšno je bilo otroštvo njegovih staršev ali pa njenih staršev. Tega ne poznate. Lahko samo rečete, ko vas nekdo močno rani in ste ful prizadeti, da rečete, to ni moje, to se je zgodilo in je bila neka eksplozija. Želite se pogovoriti, zakaj je do tega prišlo, ampak če pa je spet samo napad, potem pa rečete, tu se moramo umakniti.
Pomembno je, da se naučite, zakaj sem potreboval to osebo, da se lahko kaj naučim. Kaj sem potreboval? Kje sem jaz to mogoče kdaj naredil? Koga ne znam slišati, koga ne znam videti? Kdo mi želi kaj povedati, pa jaz to ne slišim? Tako da, to je prva in ne bežite od ran, ker večje rano, ko boste zbežali od majhne ranice, se bo, če je ranica 1, stopnji 1, bo potem na stopnji 2, pa bo na stopnji 3. Tako da ne bežimo od ran. To je najboljše, to sem tudi jaz znala delati. Zbežiš. Pa pride nova, pa prije nova, pa prije nova. No, in kaj se nam potem dogaja? In pa spet pridemo, vrnemo se k staršem. Vrnemo se k staršem in pa rečemo, ne morem trpeti več mojo mamo, ne morem trpeti več mojega očeta, ne morem trpeti več moje sestre, mojega brata, mojih otrok in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker so tudi oni ranjeni. In zdaj ne bom otroke dotikala, ker otroke vi ranite in tudi največ jih vi, potem pa še seveda vse generacije, ampak največ pa vi. Vi in vaš partner ali partnerka. Jaz se bom mogoče čisto majčken za nazaj obrnila. To pomeni, imate mamo, očeta, babico, dedka. In v primeru, da ne želite, da niste tako, ne želite biti povezani z vašo mamo, čutite ali z očetom, da nimate, da vas duši, ko greste tja, da se ne počutite dobro, da čutite takoj, ko stopite skozi vrata, breme, vedite, da isto take so njihove zgodbe, samo da njihove zgodbe so še toliko bolj povečane z ranami, ker jih niso znali zdraviti. Vi, vsi, ki me gledate, vi to počnete. In ne morete pričakovati od njih, da bodo oni to razumeli. Ampak, ko boste vi zdravili svoje rane, boste razumeli njih. In boste mogoče ugotovili, da vaša mama ni dobila dovolj ljubezni, da vaša mama ni dobila spoštovanja, da vaša mama je bila konstantno ponižana strani svojih staršev, da vaša mama nikoli ni bila dobra za svoje starše ali oče, kdorkoli, in boste to zgodbo lažje razumeli. Zato poskušajte se zavedati, da vaša družina je matica, kjer so vaši največji učitelji. Resnično, največji učitelji. Da, naprimer, če ste danes ponižani ali obratno, naprimer, moja mama je bila kar dokaj ponižana, tako čisto ponižana. Jaz sem bila vzvišena, to meni sem bila vzvišena, ona ful ponižana. Ampak obe za slabo samopodobo. To meni biti zvišen, tiste, ko rečete, oh my God, kako je tako, da je Boga za jajca prijel ali pa kakorkoli, vedite, da je izziv samopodoba. Tistega, ki vidite, da je zelo ponižan, njemu tako vidite, da ima izziv samopodobo, zato ko to vidite. Ampak vedite, da je isti vzorec, slaba samopodoba, ker je bilo premalo spoštovanja, premalo ljubezni in tako naprej. Spet se vračamo v 7 tistih podzavestnih vzorcev, ki jih vsi imamo. Mogoče bi bilo dobro enkrat to ponoviti, ampak zdaj ne vem, koliko je ura, da vidimo. Sem že konc. Sem že konc. Dajmo narediti rezime našega pogovora. Prvo, kar bi rekla, ne bežati stran od bolečin. Poglejte, zakaj je prišlo do te bolečine. Prosim, ta drugo, ne krivite ono osebo, absolutno ne. Ta je kriva, ali pa ko rečemo, moj mož se noče spremeniti, moja mama se vi nimate nikaj spreminjati, ker nikogar ne morete spremeniti, lahko spremenite samo sebe. In vsi odgovori so noter v vas. Sam ne veste, ker potrebujete orodja, da vas bodo malce, če nimate orodij, ne veste, kako naprej. Zato je meni, še enkrat ponavljam, ker glih prihajam iz delavnice, ker imamo kakao obred naslednjič, namera, to je cilj. Vsak sleherni dan si postavite cilj. Nek cilj, da sem srečen, da danes gledam drugače na življenje. Postavite si, ker če ne bi vam jih lahko naštela, zdaj najmanj jih 50, pa bo spet pol, ker bom pogledala na uro, pa koliko je že ura. To meni, ko rano pride do rane, ne bežati od te rane, pogledajte, kaj mi sporoča, kateri moj podzavestni vzorec se je dotaknila. Če ne morete sami, poiščite nekoga, s kom boste to delali. Jaz vam lahko povem, kje sem se jaz največ o tem naučila, kar so moje in kar sem tudi slišala od drugih,
na sharingih. Sharingi so najboljša stvar na obredu, ko se ljudje odprejo in ko reče, oh my god, to sem delal zaradi občutka krivde, oh my god, to sem delal zaradi sramu, oh my god, zdaj zastopim, zakaj je do tega prišlo. Na sharingih potem slišimo zgodbe, kaj se dogaja, zakaj so ljudje takšni, zakaj so ljudje usmerjeni, naprimer, da ne marajo denarja, zakaj so ljudje, ki ne morejo brez denarja, oziroma tako, da je denar za njih samo to, kar jih osrečuje. Zakaj so ljudje, ki jih je strah denarja, zakaj so ljudje, ki se bojijo uspeha, zakaj so ljudje, ki se bojijo prepoznavnosti. Takrat lahko čisto vse slišiš, začutiš, ker govorijo vsi ljudje iz srca. In ko začutiš to, potem veš, da res vsak od nas ima rane. Vsak od nas ima določene izzive, ne glede na to, a je ta oseba zvišena ali ponižena ali pa ljudska. Kaj je najbolj pomembno? Da ljudje, ki so taki, kot so doma, v službi, med prijatelji, oni že čistijo te rane in dovolijo govoriti resnico. In so iskreni, tudi če se zavedajo, da bojo nekomu povedali nekaj, kar ni tako enostavno, bo boleče zanj in za oba, ampak oba bosta rasla. Ko boste govorili iz srca, ne bo oseba zapirala vrat, res ne, razen če imate na drugi strani čisto osebo, ki ima zaprto srce in sploh seveda tega ne sliši. Ampak tudi, če boste povedali resnico in boste povedali iz srca, boste vi osvobojeni, ker boste rekli, oh my god, to sem tudi zdaj pri sebi sčistila. Kar vidite pri drugih, pomeni vidite pri sebi. Če vam kdo gre na živce, zato ker je tak, to je vse del vas. To je vse del vas, če ne tega ne opazite, sploh ne opazite. To pomeni prvo, ko rano, poglobite se v rano. Druga zadeva, ne dajte odgovornost na druge, ker ste soodgovorni za to rano. 50-50, 50-50. In ta tretja stvar, katero vedno najraje rečem, začnite delati na sebi. Ljudje nikoli niso prestari. Lahko so stari 75 let, veste, jaz imam tudi starejše ljudi, kar reče in od teh se največ naučim. In najlepše mi je, ker imamo na akademiji, najmlajšo imamo staro 23 let in najstarejšo gospo imamo manj kot 70. Na obredih imam pa še starejše. Ko nam daje modra oseba tako lep uvid, tako pogled na to, ko ena reče, joj, to se mi je dogajalo, takrat pa reče, kaj pa, če je mama ali pa oče takrat mislil, da ti to zmoreš, pa ti je zaupal. In mladi, ki so polni energije, polni te želje po nečem novem, po odkrivanju življenja, zato so prišli, da nam odpirajo, da pa ni življenje tako kruto, da je življenje res lahko lepo. Zato pravim, ne primerjati, s kom se morate družiti po letih, primerjite, kam duša vaša potuje. In meni pašejo mladi, modri, moje generacije, vse mi paše, če je seveda moja, to pomeni komunikacija, hrana, ki me napolni. Ok, kaj bi tretje? Tretje sem vam hotela povedati, da spuščate svoje življenje tudi ljudi, da vam bodo pomagali s tem, da vi odpravljate rane. To pomeni, dovoljte si učiteljem, da pridejo do vas in vse vidite kot učitelje. Evo, dragi moji, toliko za danes. Predvsem, kar si želim, kaj si bi res želela, da bi ta svet bil poln ljubezni, poln sreče, da bi sprejemali ljudi takšne, kot so, da rečemo, on ima izziv, jaz imam izziv. Pač on ni popoln, jaz nisem popolna, ampak sem pa popolna v svoji nepopolnosti. Stojim za tem, to sem, taka sem, sprejmi me, lahko se izboljšam, če mi pomagaš, z veseljem bom delala spremembe, ker edina stalnica v življenju so samo spremembe. In prosim vas, za Božjo voljo, ne spreminjajte drugih, delajte samo na sebi. Ko boste spremenili sebe, boste začeli ljudi gledati čisto drugače, boste videli, da mogoče, kar je bil včasih izziv 10, je zdaj 3, ker ne bo potrebe po tej, da je tako močno to obdano. Tam je to, in tako naprej. Želim vam en čudovit večer. Jutri imam čudovito srečanje z mojimi ambasadorkami. Res bi si želela. Zdaj nimam več toliko potrebe po snemanju videov, zato ker več ne vem, kaj vam naj povem, ker sem toliko
mislim, ne vem več, kam naj povem, če bi bilo prav, bi mogla tiste prve video pogledati, pa jih mogoče zdaj malo spremeniti. Celo življenje se učite, ampak danes tako rečem, tisti, ki se želijo učiti, poiščejo pomoč. In poiščejo pomoč zato, da delajo spremembe. Ne pričakovati pa, da bodo drugi reševali vaše težave, ampak vam bodo samo dali orodja, zato da boste vi lahko postali boljša oseba. Nikogar, noben psihoterapevt, terapevt, coach ali kakorkoli ga imenujete, guru, kakorkoli, ni spremenil osebe. On mu je dal samo orodja za to in ta oseba je bila odprta ljubezni ali pa odprta za nova znanja, da pride do te spremembe. In dajte tudi vi nekaj na tem narediti. Dajmo narediti, da bo ta svet lepši, da bodo naši otroci srečnejši, da boste vi vaše starše videli drugačne, da boste se pozdravili s temi ranami, da boste vedeli, da če vaša mama ali pa vaš oče vam da rano, da ne znajo drugače, to je njihova hrana. In potem ste vi tisti, ki rečete, ok, več te hrane ne potrebujem, zdaj znam drugače in želim, da tudi oni to spoznajo. Nova akademija je odprta, tako da naredili bomo tudi za mlade, zato ker vidim veliko mladih, naprimer moja Sarica je meni diamant vmes in moja Danica mi je diamant, imam biser, diamant, kakorkoli, in bom tudi naredila akademijo za mlade z 5 srečanji, tiste stvari, ki jih mladi potrebujejo, zato da znajo verjeti vase, sprejemati sebe, videti, da ni samo, a veste, uspeh je posledica, zakaj hrepenimo po uspehu? Hrepenimo zaradi tega, ker potem nam da okolica potrditev, da smo vredni. Ampak jaz sem tudi dosegla, meni je okolica dala potrditev, da sem vredna, pa se nisem počutila vredno. Nisem čutila svoje izpopolnitve vrednosti, dokler se jo nisem dala sama. In da tudi se zavedajo, ko stopajo v zakon, ko stopajo v nove službe, da stopajo tam, kjer bo njihova družina, kjer se bodo učili graditi tako osebnost, kot tudi poslovno. Da se bodo osebno in poslovno učili rasti na osebnem in poslovnem področju. Zdaj se mi je že malo zafrencljalo. Evo, en čudovit večer, imejte se lepo, bodite v ljubezni, iščite svoj notranji mir, meditirajte. Če ne znate meditirati, vsaj 5 minut dihajte. Delajte na tem, da boste vsak dan boljši. Veste pa, da če želite priti do kaj več, je pa hvaležnost edina, ki odpira vrata, da je ta vaš svet lahko lepši.